današnjo gostjo je v bistvu kar težko predstaviti, zelo na kratko, zato ker je cel kup stvari. Je kreativka, ustvarjalka, coach oziroma predavateljica, športnica, kako bi rekel, če je jogistka tudi, ne, kakor vidim, popotnica, pa mama 3 fantov in partnerica, nejasno. Tako da kar precej teh vlog igraš v življenju. Anita, res sem vesel, da si tukaj dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Za povabilo izven cone obdobja. Izven cone obdobja. Sej tudi zame je izven cone obdobja, tako kot sem rekel. To je v bistvu drugič, da se tole grem. In prvič je bil tak pilot, tako da zdaj bomo pa videli, kako bo tole funkcioniralo. Zdaj dobro, grede mogoče preden začnem zares. Kako so tvoji little rockstars? Otroci. Mislim, David niti ni več tako little. No, čeprav tudi ostali verjetno niso. Arneta še recimo, da lahko rečem, da je še pod 10. Samostojni, veliki najstniki, vsega polhni. In te še spremljajo na recimo, vem, da je s tabo jogo delal. Ne, Rene je delal z mano. A Rene je delal? Ne. Ne vem, zakaj sem vedno mislil, da je bil Enej. Ne, Rene je bil tisti, ki je šel, jaz se vsako, že ne vem, če grem kar na jogo. Joga je ena taka stvar, ki se mi zmeri že od mladosti, od otroštva se mi je zdelo nekaj, kar bi jaz ful počela, ampak nekako se je ful težko lotiti. Kaj tako zmeri vidiš, vse vne zakomplicirane poze in pa rečeš, to jaz nikoli ne bom. Povej mi o tem, letos sem bil zelenko na Kreti in sem mislil, da bom samo spremljevalc, pa sem kar naenkrat se na glavi znajdel, ampak I feel you. V glavnem pa sem pa nekoč, bo zdaj verjetno 8-10 let nekaj tazga najdla Yoga with Adrian, pač en YouTube kanal, ki ima take 30-dnevne yoga izzive oziroma journey pravona, ker ne mara izzivov, vsak nov leta. In to delam že ful časa. Kaj je to ful časa? Leta pač. A res? Mislim, vsako leto tistega januarja pol grem, pa pol ta prvič sem zdržala mogoče en teden, ta drugič sem zdržala malo več, pa ta tretjič nekaj se ni važno, kdaj bom, sam da grem čez vse, pa je trajalo 3 mesece. Ampak skozi sem si pa želela, da bi jaz to jogo spravila na stopnjo umivanja zob, rečem jaz temu, da ti je nekaj nujnega. Tako da pa je 3 leta nazaj sem pa res tako zastavila, zdaj pa vsak dan jogo, pa tudi če se pa sam pretegnem, pa si rečem, ok, klukca, sem zelo prijazna sama do sebe, kar se tega tiče. In zdaj sem pa recimo že dosti temno. In dejansko je vsak dan? Mislim, no, to je pa... recimo 5 dni na teden ali pa 6. Spoštovanje. Ne, ker vem, ker jaz se trudim vsak dan, da bi imel dihalne vaje, raztegovalne vaje, neke vaje za moč, pa to, pa zdaj še tam neko rehabilitacijo rame, pa tako, ampak vem, kaj pomeni to vsak dan, ker se pod toplo tuhno, jaz to še vzunaj delam, čez cel let. In zjutraj, ker ne bi oči odprl, ker mislim, zdaj spet 5 ur, zdaj umre sven. Tako da vsak dan je to. Sam jaz nimam takih trpečih. Pa se niso moji trpeči, v bistvu se ful dobro pol poslušajo. Itak pola, ne. Pol. Prej pa ne toga, ne. Pol se zmer fajn počutiš, sam začeti je težko. Tako da jaz delam tako, idealno bi bilo dopoldne, se ful fajn počutim, če delam dopoldne, ampak mi je težko se lotiti. Sploh zjutraj, ker sem taka zatrjena, pa to lažje zvečer pa delam. A res? No, tako, Alenka, tudi lažje zvečer, jaz pa zvečer ne morem. Če zvečer lahko jaz sam še tako padem med tem, ko zjutraj se pa še lahko presilim. Mislim, moji dnevi so bolj na jeziku, kot tvoji, ker sem pač delam od doma in to te ne zmatra toliko. Pa rabiš pol se malo razmegati. Mogoče zato pa polka toliko padeš noter, da v bistvu televizije itak nimamo večernega sedenja na kavču praktično. Ne, tako da recimo, če se
izognem kdaj jogi, je zato, ker rečem, ajde, dajmo danes nekaj skupaj pogledati, ne? Pa rečeš v redu. Ker se mi zdi, to gledanje filmov ali pa nečesa je tudi neko družinsko druženje, tako da se malo pocrklaš na kavču. Tako da ja, sem se navadila, da zvečer naredim pač, ali če imam cajt, naredim tudi lahko pol uro, ali pa pol urce, ali pa 40 minut nekaj tazga. Če v najskrajni sili pa pač se pretegnem, pa rečem, ok, ne mi bo. Ja. Pa je to, ja. Poznam to isto, včasih imam tam 7 kamenčkov, da koliko ponovitev, pa včasih, sej, 6 je že v redu. Ja. Mislim, tako se mi zdi, da kar se tiče vztrajnosti, je veliko lažje to, da pač držim ta strik, recimo, ne, pa da rečem sem, kakor pa da rečem, danes ne bom, pa pol jutri se mi tudi ne lupa, ta tret pa tako izgubiš to. In to tudi, kadar kam greste, prakticiraš? Ja, mislim, če se da, malo manj, ne, ker tam si res pol zmatran. Ja. Če si nekje okoli. Ampak ja, recimo letos smo bili na 18 dni na dopustu, recimo, leh vsak dan nisem, ampak pol dni, recimo, da sem nekaj naredila. Če ne pa vsaj eno pozo za fotko, ne. Ne iščeš pa takih izgovorov, ja, to. No, tako sem rekel, vsa čast, zato, ker to meni, čim pa se nekaj tako dogaja. Ja, ne, se pravim, zdaj, če bi hotela delati pa uro vsak dan, je pa težko si vzeti toliko časa, ne. Ja. Ampak se mi zdi, da je bolj pomembno to, da skozi delaš, kakor da pa skozi delaš na polno. Ja. Pa še vedno delaš po programu to, ali zdaj že toliko vladaš, da si v bistvu sama znaš prisluhniti sebi, kaj ti zdaj paše pa? Sama si prisluhnem to, da se odločam, ali bo to streč, ali bo neki zamoč, ali bo neki, ne vem, karkoli drugega, ampak ponavadi si najdem pol nekje en video ali na YouTubeu, ali recimo zdaj sem probala delati štango, kaj pač. No, tam sem šla po programu. To smo bili mi na štangi. Ja. Ni štanga zame. To sem šla po programu, pač nekje sem najdla ena aplikacija, ki je ta Laruga. Ima program pač res kako po korakih, ampak pač sem prišla mislim, da je 8-tedenski program, jaz sem prišla verjetno do 3. tedna, pa grem malo naprej, malo nazaj, pa malo pogledam. Ampak mi veliko bolj delam, če sledim enemu videu, kot če delam sama, bolje vse na hitro nekaj, pa na pol se mi zdi, da je dosti bolj. A ja, ne da bi ti omogočil, da se bolj prisluhneš sebi pa telesu, pa se potlej. Ne, ker ne delam toliko temu meditativno varianto, ampak bolj za telovadbo, no. Res bolj za pretegence, pa za moč in nimam toliko te prisluhniti si sebi. To grem rajš pol na sprehod, pa se tam poslušaš. Ja. Ja. In to je, rekla si, da Rene je s tabo delal, a še dela? Ne. To je bilo... Drugega pa nisi uspela? En preblisk. Ma ne, pa se mi zdi, da pa se v bistvu me tudi vidijo, ne, prav velikrat, kad doskrat delam to takrat, kad njih ni. Ja. Ampak se mi zdi, da kar se vzgoje tiče, se ni dosti, sam da vidiš, da se nekaj dogaja, pa pol nekoč mogoče se vrneš k temu, kar si gledal. Upam, bomo vedeli. Kaj pa ni zanima pol? Košarka. Vse 3? Eneja plezanje bolj. Aha, no to sem hotel vprašati, ja. Če plezalna stena še funkcionira tudi doma, ali zdaj samo še centri, pa boulderji, pa... Ene je zdaj že v Kranju. Skale? Ene je v Kranju, ne skale, ne. Ene je v Kranju, tako da hodi zdaj v Kranju, tam v plezalni center. Tako da nam je tudi enega od 2 pasov pobral, tako da ga doma nimamo. Kaj, enega od 2? 2 varovalna pasova, ja. Ja. Tako da ene ima enega v Kranju, ta drug je doma in pol pač. Nismo zelo aktivni, no se veš, to je zmetko, ko imaš nekaj doma pol. Ja, no, ampak takrat mi je bilo ful fascinantno, ko smo pa s te ambiente snemali, pa ko se je Romih, David ga je navezal, pas, tak, pa je bil že 2 štuka gor. Ja. Ne, ful bi bilo fajn, ampak zmer rabiš 2. Ker se moraš varovati in je to ful težje se pol organizirati, kot če bi lahko skočil sam gor. Bi mogla imeti debele blazine spodaj, da rečeš, ajde, če padem. Ja, tako kot na boulderjih. Žan tudi zdaj na polno pleza, samo bolj to boulder sceno tlele.
Da pa bicikl dol pod steno, tisti bolj pride v upoštev čez zimo. No, tako. A je tako trenažer? Na trenažerju, ja. A to je prav trenažer, bicikl kot fitness naprava ali date bicikl v zadnjo dom? Bicikl na trenažer, ja. Ja. Tako, ko ima vse programe. Zanj sem bil pa enemu naročniku, ki ima na trenažerju, pa ima pa še tako ventilator, da mu piha pa še en tak zaslon, da napolno. Ja, mislim, nimamo zaslona, imamo pa računalnik tam spodaj, pa se povežeš na midva neko aplikacijo Zwift. Ja. In ti pol to si povežeš trenažer z aplikacijo in pol pač se ti voziš po teh progah in ti vse pač uravnava. On ti uravnava, ko greš gor, da je težji. Ja, to pa imaš recimo real time, drugi uporabniki so tudi zraven in se lahko ti zmeniš s prijateljem, greva na Zwift, se zmeniš kdaj in si narediš in greš ta skupaj. Ful dober je, res. Se pravi, jaz nisem drugačen navdušenec nad kolesarjenjem, ampak tam se pa zmer ful potrudim. No, veliko bolj se zmatram, ker imaš kakšne programe, recimo, da izboljšuješ svoj FTP, ker ne znam povedati, kaj to sploh je, ampak nekaj izboljšuješ, pač karkoli, neko fitness pripravljenost, recimo. In je ful zanimivo, te potegne noter, da se malo pomatraš. Pa se lahko tudi pogovarjaš s tem, s katerim kolesariš? Vse? Tako, prav, da bi dejansko skupaj kolesaril, sem da je vsakodnevni sobi. Ja, pa lahko se zmeniš, recimo, če sta, to sem se samo enkrat z enimi kolegicami, pač nismo bile vse tri enako pripravljene, ampak rečeš Zwiftu, zadrž nas skupaj, in lahko vsaka s svojo močjo vozi, ampak vidiš se pa tam skozi. Čeprav ena manj gon, kot druga. Ja. Vama da veter kontra upanje. V napolnjenem zavetrju. Ja, na ta način. Ja, to recimo David doskrat vozi, jaz se peljem, se ne sekiram toliko, ampak David gre v neko grupo in ta grupa izbereš, koliko hočeš, da je hitra in če ti ugrejo, vidijo, dejansko jih moraš loviti in pač je čistko, kakor da bi dejansko neki grupi vozil. Ja, ful dober je. Zanimivo. Ampak čak ti si včasih tudi ful tekla. Še tečeš? Koliko je bil tvoj najdaljši maraton? Takrat vem, da me je kar sezul, ko si povedala, koliko si največ imela. 67. No. Jaz se gibljem v taki družbi, ampak sem se brnila, pa ti moji prijatelji so si taki, da teh 67 z mojim cajtom ni nič. Vsi so neki ultramaratonci, trikratni Ironmani, pa ne vem kaj. Čaki normalen maraton je koliko? 42? 42, ja. No. To je pa, tako kar je čez 42 je ultra, tako da. No. 67, to si jaz. No, ampak to ni tek, to ne laufaš skozi. Mislim, jaz ne laufam skozi. Kaj pa se voziš? Ne hodiš, pač. Malo laufaš, malo hodiš. Kljub vsemu, 67 je... Ja, za cel dan dela. Kaj? Za cel dan dela. Ne, tako, vidim, tle smo v Stični videli eno hiško za dva, ki sta tudi maratonca nosil, ampak on je pa sploh... kar precej zagreti, so šli pa okoli Mont Blanca. Se to moj brat učil. Tudi tam ima različne dolžine, ta UTMB, ne? Ja. A ja, brat tudi? Brat je bolj... Ja. Čak, pa zdaj imam še enega v Ljubljani, ki pa isto. Čak, on je bil pa za neko v Barceloni, bil pa na triatlonu. No, on ima tako tak nek trenažer doma, pa in tak kolo, ki ga jaz še nisem videl, res, to je tak našpičen... Še pardare to nisem tazga videl, tako da pol je res. Pa zdaj še hodiš na maratone? Bila sem zdaj na 20, drugače pa ne. Takrat moram reči, ker sem šla na tisto 67, ko je bil liharne mehan in sem imela pol, tako se mi je kar mal ne vem, kako ne rečem, pač se mi je zdelo, da sem preveč časa porabila za trening. Malo sem imela slabo vest, ker tam si res pol, moraš se držati, ne moreš to kariti, moraš trenirati, moraš stopnjevati. Vse pol, ker si tam bil lahko manj, ampak bilo tako, da res pol samo zjutraj, še take prijateljice sem imela, ker je bilo treba zjutraj ob 6 iti na trening, in jaz pač ne ustajam rada zjutraj. In pa smo soboto zjutraj ob 6 vstali, pa tam 3-4 ure laufaš, pa greš pa domov, pa greš pa spat.
Ja. In sem imela pol slabo vest, ne, precej. Zaradi tega, ker te kao toliko... Ker me toliko časa ni bilo doma, kaj daviti, otroke mogo rihtati. Ja. Ja. Tako da sem jim pol sekal, kaj dosti je bilo, klukca sem naredila. Samo ne moški, tokrat je bil ženski pobeg. Ja. Ne, se je bilo ful fajn res tako v družbi, ker smo bile pač prijateljice skupaj, ker smo še zmeri prijatelje. Sam da te druge še zmeri laufajo, jaz pa ne. Tok. Ja, pa sem šla pa še enkrat na Istro, ne na Istro, kaj govorim, na Vipavo, tam je bilo pa mislim, da 50, 53. No, to so zame itak nepojemljive številke. Ja, vse je zame tudi zdaj. Ja. Tu pač moraš se lepo počasi natrenirati in ko greš po korakih, si v bistvu lahko ful presenečen, koliko tvoje telo zmore, če se prav lotiš stvari. Pa koliko hiter je napredek, ne, malo hitrej kot pri jogi. Ja, ful hitrej. To mi je res. Jaz sem bila najbolj presenečena, ko sem šla prvič na 42, ker pred tem sem šla na 42 in sem začela z nule, se pravi, ko se je Arne rodil, sem jaz začela po tistih 6 tednih laufati, pa če z nule. Prvič sem šla, pa nisem mogla 2 kilometra prelaufati, sem šla domov, nisem mogla še, pa sem šla po spet še 14 dni. Pa greš res počas po 2 kilometra več vsak teden, pa 2 koraka naprej, enega nazaj greš po programu. To je prav program? Ja, enega programa smo se držali. In dejansko si res presenečen vsakič nad sabo, koliko hiter napreduješ, koliko z lahkoto podaljšuješ te razdalje, praktično brez muskel fibra. In sem šla po 42 kilometrih, sem prišla manj zmatrana domov, kot sem prišla kdaj iz 21, ker sem bila tako, 21 bomo pa že. Viš, ja, točno, no, to mi je ta, ker sem rekel, da je bil na triatlonu, mi je bilo zanimivo, ker je rekel, ker triatlon je, ne vem, toliko kilometrov kolesarjenja, pa še plavanje, pa še tek. Ampak je rekel, da sploh nima bil tak problem, kakor pol tle na Ljubljanskem maratonu, kaj pa ne vem, je rekel sam, da je prehiter za štartov ali kako in da je pol en teden, ko mi hodil. Ja, ne, če si pripravljen, se da ful stvari narediti res. Triatlon te ni pa nikoli zanimal? Me je. Aha, to imam še. To imaš še. Me je, ne bi šla prav na ta prav triatlon, bi šla pa na kakšnega mehanga za probati malo. Enkrat. Ko bom v penziji. Kaj že, Ironman? Ne, jaz bi šla to v te, tam koliko imaš 10 km teka, pa ne vem, koliko imaš pol. Se tam po moje, dobro, jaz kolesarem, tak ne, ker bi meri boleli, ampak pri triatlonu se mi zdi plavanje še ne bil tak, kaj te spije. Zdaj, če znaš, pa če se prav lotiš. Ja, se to je, če znaš. A vi ste imeli kakšnega, ki vas je prav učil teči? Ker enkrat mi je en razlagal, da veliko ljudi, ki teče, sploh ne zna teči. Ja. To je ena izmed stvari, ker recimo, jaz, ko sem bila na gimnaziji, smo imeli enega profesorja, ki je rekel, imaš gon 14 minut, da si tam. Ja, in pa smo se vsi zagnali in itak nisi mogel laufati. In smo včasih prav jezna, pa zakaj nas niso naučili, ker res ti, kadar laufaš na dolge razdalje, je ključno to, da laufaš počasi. Ja. Da lahko se pogovarjaš zraven. Ta pogovorni tek je izraz, ki se ga uporablja pri tekih na dolge proge. Se pravi, je fajn, da si v družbi, da greš, da klepetaš in pač podaljšuješ te dolžine. Če se ti zaženeš, pač, kad ti zmanjka glikogena v mišicah, kad ti zmanjka kisika, pač se ne moreš več, ne. In ja, če se naučiš, če ti nekdo pove, kako je treba, je to bistveno lažje. Pa smo pa res imeli še, takrat smo sledili pač temu programu, mislim, da je bilo z neke revije Tek Plus ali nekaj takega. Pa to so meni druge, veš, če to prepustim, takrat zberi, tako da sem najdla kolegico, reka, veš, na maraton gremo. Se reka, ja, okej, prav gremo, ne. In je ona to se zrihtala program. No, pa so pa še pri Davidu na firmi so pa zrihtali protekaški trening in nas je kejžar imel. Smo imeli pa pol enkrat na teden, smo imeli s kejžarjem treninge. Da bi me povedal, da moraš po petah teči, da moraš... Tudi to smo imeli, tudi to, ampak bolj tudi kako se prehranjevati prej, kako delati te različne treninge, kaj pa imaš pa, recimo,
trening 3-4 na teden, pa imaš pa enkrat je dolgi tek, enkrat je tempo tek, enkrat so šprinti, recimo. Ker se vsak tek ti drugače vpliva na razvoj mišica, ne. In recimo, če se ti hočeš navaditi hitro laufati, ne rabiš maraton hitro laufati za trening, ampak je dosti, da laufaš 10 minut šprintaš sem pa tja, ne. In pa se mišice pač dobijo to sposobnost. Ja, da se naučijo, ne. Ja, Kaj od da njih ratajo pričakovati, hitre. ja. Ja. No, ker to jaz ugotavljam, kot sem rekel, ker tudi jaz vsak jutr doma telovadim, ampak kljub vsemu, če bi moral pa nekaj preteči, bi po moje pri 2 kilometrih izdihnil. To ne moreš sploh ne primerjati. Ja, ne, ker so čist druge. recimo kolesarjenje pa tek še lahko, razen to, da recimo pri teku moraš ti sklepe bolj natrenirati. A ne, pri kolesarju natrpijo tok. Pri teku je pa v bistvu na razdaljo, predvsem to pomembno, da ti sklepe natreniraš in kite, da ti ne se zakrčijo, da te ne boli pol kaj. Ja, ker to, kar mi pravijo ljudje, pa moraš pol to znati uravnavati, pa to, da ti tiste neka kislina, neki pa to, pa neki jemet, pa elektrolite, pa... Ja, pač, se to ni tako zakomplicirano. Pač, ja, paziti moraš, recimo, če nimaš magnezija, dobiš krče, a ne. Ja. Elektroliti so sol, v bistvu, ker ti se potiš, rabiš pol sol nadomestiti, da ti zadrži voda. Se lahko, da bom zdaj kaj narobe povedala. Sem tam magnezij, to se spomnim, ko smo šli s Koflerjem na to Triglavsko magistralo, a ne. Takrat, ki je on nam dal ta magnezij, sem bil že čist fuč. Ne vem, če ti Ne, magnezij je zaradi krčev. To bi moral prej, verjetno. Magnezij je zaradi krčev, zaradi tega, ker če si pa fuč, rabiš pa ti cukor. To imaš pa pol te... Ja, dosti moraš jesti, dosti moraš piti, ne, mislim, da imaš določeno. Na vsakih 20 minut moraš recimo en gel ali pa nekaj pojesti, da ti ne zmanjka cukra v mišicah, a ne, ker ne morajo mišice črpati več za delo iz mišic, ampak moraš jim ti dovajati stalno ta cukor. Če zmanjkaš, pol priješ pa v ta, kako rečejo to, steno ali zid, prave, tekaški zid, nekaj ti zmanjka pol energije, pa ne moreš več. Pa si pa lahko ful natreniran, če hočeš. Pa ne gre. Ne gre. Ampak to moraš sprot, ne takrat, ko ti zmanjka, ne, se moraš sprot dodajati. To imam jaz sreča, recimo, ker nisem tekmovalna. Pač jaz grem zato, da uživam, me ne zanima, bom prva ali ta zadnja, samo da pridem skozi, ne, in recimo, meni so se zmeri kolegice smejale, ker vsi pravijo, da pač počitek je del treninga, ne. Ampak od mojih kolegic sem jaz edina, ki to resno jemljem, ne. Ker rečem, jaz sem dosti 3-krat na teden trening in to je to, vse ostale pač grejo, ampak na koncu ni to, mislim, ne, da ne bistvene razlike, kaj ne, so res tako dobre, samo da s tem se ne morem primerjati, če bom jaz trenirala 4-krat toliko, kar one, pač jih ne bom nikoli ujela, ampak hočem reči, da jaz pa držim tega, da ko grem na štart, rečem počasi, vi kar pejte naprej, jaz bom šla v svojemu tempu. Ja, in jih pol ne tečeš tiskaj, že ženski tek, trojk pa neki pol. Tudi sam enkrat sem šla. Ne, tam moraš iti skupaj, ne, ampak se moram prilagoditi. Ne, ampak sem že imela primer, rečemo, ko smo šli skupaj na 21 kilometrov, pa so hoteli hitreje štartati, nekaj, ne, jaz se pač počasi ogrevam, jaz bom počasi začela. Pa se ljubim. In so šle naprej in sem jih dejansko ulovila pol. Je, ki so umrle brez... Niso umrle, jaz sem, ker sem se ogrela, pa loha, ne. Tako da se moraš poslušati. No, to, ja, ravno to smo to reči, pa se že dosti dobro poznaš, ne. Ja. Da to funkcionira. Pozna se veliko ljudi, sam če si tekmovalen, pol te, veš, sploh na teh maratonih vsi hitro štartajo in pol bi ti tudi toliko hitro štartal, kot oni, pa te pa hitro zanesem. Se moraš pa še pod kontrolo. Ja. Ja. Tako da včasih rata, včasih ne, no. Dobro, ampak se pravi, tečeš samo ti, jogo delaš samo ti? Teče tudi David. A tudi David teče? Ja. Ne toliko, ampak tudi. Letos sva šla skupaj na maraton, na 21, ja. Se pravi, pa sem ga mogla sicer odgnati naprej, ker je bil prehiter. Ker je bil en od tistih, ki me je pregnal do tega, da sem prehiter štartala, pa skoraj umrla na koncu. Ker hodite pa vsi. No, ker to vidim dosti na te pohodništva. Ja, mislim, skozi težje je, da gremo vsi. No, to je bilo moje vprašanje. Ja.
ker mi smo imeli obdobje, ko preprosto ni šlo, da bi šli vsi, pa se zdaj, ne vem, recimo Žan nekaj časa sploh ni nikamor z nami hodil, pa zdaj, ki je starejši, še z nam že spet preklop, zdaj se bojim, da bo živa, počasi je odpadla. Včasih se pa niti ne trudim, Ja. pa grem sama. Ali pa tudi, ne vem, recimo prejšnji teden so šle s kolegico zjutraj na Porezen, Ja, sem videl. sončni vzhod Sem gledati. videl, bravo. Sploh nisem ponujala nobenemu, če gre. Mislim, vprašala sem že prejela, da ne bo nič. Tako včasih se pa rečemo, gremo nekam malo dol, pa niti ne dava pol izbire, neki zelo, a bojo ali ne bojo. Ja, a ne. pa- Pa grejo, pa jim je fajn. a ne. No, se to nič ni Ja. to, da bi jih moral štriki vleči, pa jim je fajn. Pa jim je fajn. Ja, ja. Ker še vedno se spomnim, takrat, ko smo bili na zadnje pri vas, ne, pa ste rekla, to mi živa vedno pove to anekdoto. Anita je rekla, da gremo samo malo okoli hiše, pa smo naredili pa 20 km/h krog. Pa se ni bilo to. No, dobro, ne vem, v glavnem, to se je... Mislim, da sem vse- imela 10 v No, planu, pa je bilo to se pa je enih vse- 6. To se je v srce vsele, ker ona je mislila, da dobesedno nam bo šla okrog hiše. Boga. Ja, ker to se mi da z Davidom hecava, da gremo okrog hiše, ker so Ja. pač vse ture za take, da nekako zaokrožiš. Da nekako se okrožiš, ja. Da ima neko, kako se že reka, to sem že malo pozabila, fajn, da si me spomnil zdaj, ampak vse, da enkrat bo imela krog, da bo pa okrog hiše, ampak bo šlo tako kao čez Golake, pa čez vojsko, pa v Idrijo. Tisto bi bilo pa verjetno res spet že To bi ultramaraton. rabilo, pa že šotorček. Se si ne bi upala, ker so medvedi tam. Ah, res? Imate medvede? Sem ga srečala v juniju pod hišo. To je bil en oblečen njega. Ja. Ne, se me ni prestrašil, se je bil zelo prijazen. On hitreje mene ustrašil, kot jaz njega, ampak je bil čisto prav. Čisto prav medved. Ja, no, vse vi ste tam kar na divih. Ja, se mi dva sva se v bistvu spoznala, ker ste vi iskali nekoga, ki vam bo to hišo narisal. Ne? In to je bilo meni prav zanimivo. Ne vem, če ti to veš, ampak vi dva z Davidom sta bila prva, ki sem jima hišo risal, ki se odprej nismo poznali. Aha. Vse prej so bili neki znanci ali pa neki bivši zaposleni, neki smo se pol, ti pa kar enkrat tako poklicala, ok, sem prišel dol, tak, Ja, ok, vse ok, se rekel, pa vidi, mogoče pa še nekaj iz tega. Ja. No, se pol, ko smo šli pa še gor na ta vajin hribček, tisti me pa res čist prevzeli, tisti me je bilo pa tok, taki razgledi, pa tisti hribčki, tako taki nežni, pa. To je bilo res Kako ste vi to sploh zanimivo. najdla? Parcelo od tebe? Ne mene, tudi mene, ampak parcelo predvsem. Parcelo sem najdla tako, da sem jaz sem delala takrat na zavarovalnici. Ja, to vem. In skozi, Ker ko si sem mi se takoj vozila. prodala pol 4 zavarovanja, ki jih še danes plačujem. Pa se splačajo, Ja, sem pa tja pogledam tako enkrat na let. Ja, če so redo, sem zadovoljen. V glavnem tam gor sem se skozi vozila in mi je bilo zmer lepo. Ja. V Idriji, midva sem imela ono stanovanje dol in sem gledala tako direkt v hrib gor, pa malo na Britov, pa malo v reko, pa imeli smo to malo sonce, da David sploh ne vedel, da Vem, pozim, ja, kdaj tisti vaš posije sonce k nama. ne. Tako, ja, ti stanovanček je bil res precej Ja. v luknji. Ja, in jaz sem rekla, pa če bom že delala hišo, je ne bom delala kot prvo zraven ceste, ker polje vse ne imam ali nimam, pa hočem imeti razgled. A ne. In pol, ko sem se tam vozila, sem rekla, tukaj so lepi razgledi. Ja. Ali pa tam čez Lučine, se spomnim, sem šla enkrat z eno kolegico in razlagam, kako je tukaj lepo. Pa kaže, lej tam! Kaj tam? Lej tam je ful dober prostor za hišo. Cool. No in pa, ko sem tam okoli hodila, vsakeč, ko sem bila pri komu, pa je tukaj kakšna parcela, sem vas sprašvala, no in pa sem dejansko prišla tam do ene parcele, ki ni bila ta, ampak je bila zelo blizu te. Pa sem začela spraševati, pa ni bilo nič. Pa, ko sem začela bolj resno razmišljati o tem, sem pa dala oglas v ta naš oglasnik. Aha, ti si dala Jaz sem oglas. dala oglas, da kupim parcelo Ja, na tisti trasi. na trasi Idrija Logatec, čez Žiberše. No in pa sta ta dva lastnika, sta se javila, smo šli gor, bil je en oktober, en sončni zahod, Ja, no, se pa pač ne moreš drugega, kot da Ne moreš rečeš ja. Ja, to si predstavljam. Ja. Ja.
And the rest is history. The rest is history, ja. Tako kot sem rekel, ne, ko sem jaz kaj gor prišel, sem rekel, jaz sem takrat glih iz Avstralije prišel, tam pa od Mrketa pa to in sem bil čist napaljen na to, tako stran, ven, to in prijem gor, imam še zdaj eno slikco, še zadnjič, ko sem imel na tej Big arhitekturi predstavitev, glih za to vašo hišo, sem dal tisto noter, tam, ko sedim pod enim drevesom. Se spomnim tiste slike. Reading the land. Ja. Reading the land, ja. Tisto je bilo. Ne, pa tudi pa z vama mi je bilo ful luštno pol delati. To je bilo zanimivo. Ker smo tam v tistem vajnem stanovanjčku dol v Idri, ker sta dala prvi program, je bilo toliko stvari, da se spomnim, da sem prišel na njih 350 kvadratov. Pa ni bilo treba pol na koncu lik spustiti, ne? A smo kaj spustili? Ne, samo združili smo. Združili smo to, že pri prvi verziji smo rekli, da bo vse majhen, ne? Videla ste še zmeraj rekorderje, jaz vsakemu serviram vajne otroške sobe, ne? Ker rečejo, mi bi imeli majhno otroško sobo, tam 15 kvadratov, tam majhno, ja, koliko pa je majhno, ja? 2x2, ne? Dobro, vidimo, kako na pol duplekse, če se prav smo naredili. Malo gor spijo, pa da je malo več od sobe. Ja, 2 imata. Ampak vse verzije, ki smo jih imeli, so štartale na to, da so majhne sobe, pa ta velik predprostor, ker potem sta imela pa še kup hobijev, pa fotografija, pa fitness, pa yoga, pa ne. In če bi bilo vse to namensko, bi bilo kar precej. Ja. Pa mislim, da je fajn, kot smo naredili, da dejansko uporabljaš pol prostor, ker če bi imeli posebej telovadnico, pa posebej ne vem, koliko bi uporabljali. Ja, mislim, to sigurno, to se mi je zdaj pol še pri naslednjih projektih izkazali, to namenski prostori, to imaš kupenih lukenj. Ker zapreš vrata, pa namečeš noter škatle. Ja, ker tudi pri nas doma se Lenka v dnevni telovadi, zakaj rabiš telovadnico? Jaz še dol spodaj ne telovadim, jaz na vrhu telovadim skozi. Ja, dol sam kolovo, neš. Ja, no in zakaj? Dol je bolj hladno, je pa pol bi mi pasal, to je tako, ti kaj rečeš, ko začneš, je bolj fajn na toplem, ne, se poti v roke, sam začeti je lažje gor. Ne, jaz imam to na mesti, kako že reče, ti cold plunge. Mi ni treba v ledeno vodo hoditi, samo na leden zrak. Ne, pa se dejansko vidim, ni noben problem. Če ti to furaš iz poletja ven, nimaš nobenih problemov, tudi dihalno si bolj, mene se nobeni ne prehladi, ne nič tega ne dotakne, ko vsi neki zbolijo, pa dobijo korone. Se jaz tudi prakticiram zadnje pol leta, pa mrzle tuše, no. Aha, no to pa nekaj, jaz polke pa konc, pa hočem biti top. Ja, no, meni pa to, ker sem recimo od joge ogreta ali pa česa drugega, mi pa paše poti skladen tuš. Pa tudi, če mi ne paše, mi pa dejansko tisto, kaj se predihaš, kaj te oblije, mrzle tuš, paše, da si pač prisilim. Jaz sem zjutraj pri 0. A savno ste že skončali? Ne še. Pa ti smo savni, vprašanje, če boste. Ja, zato, ker nas res nikoli ne zebe. No, to je pa tudi nekaj, ker vi ste na 880 metrih, če se prav spomnim. Ne? 800 lih, 790. Ne? 790. Ja, pa smo pa narobe v gradnem dovoljenju napisali. Mislim, da je 880 napisan tam. Ne. Okay. Ali pa imam že na... Ja, v glavnem nikoli nas ne zebe in navadiš se, ne vem, koliko bi savna nam prav prišla. No, če ne bi bil res samo en spet namenski prostor, bomo videli. Ker dejansko mi smo tudi ugotovili, ker smo se preselili na vas pa ven, ne, z leti pa skozi odprt, pa tako, da ko kdo k nam pride, se mu zdi, imate hladno, res, jaz pa tam v kratkih rokavih. Navadiš se, ker tako, ker... Ne, pa nas je res toplo. Noter? Ja, na vrhu. Ker mi imamo bivalne prostore na vrh in se ful pozna. In jaz sem 3 puloverje za vsak dan. Zjutraj ta debelega oblečem, ker se mi ne segreje, pol se malo tanjšega preoblečem, pa v kratke. Pa moram pa že luftati, recimo, če preveč zakuram. Vsak dan kurta? Če je mrzlo, zdaj po zimi, drugače pa ne. Zdaj smo začeli. Ker takrat, ko smo to delali, se je tako na prvi pogled zdeli čisto narobe. Zdaj imamo pa mi kamin, ki bo dogreval še gor, ampak se dol so dejansko res spalni prostori ali pa ni panike. Zdaj dol spodaj, da prižgemo radiatorček čisto na malo. Pa tiste sobe so tako mehne, da so prav brštople. Pa fajn je, da je hladno, ko spiš. Ja, no vse tako je. Ja, tako da... Tako da tudi tistega predgrevanja po rekuperaciji
nič od tega niste zmontirali. Sploh ni treba. No, viš to. Ja, ne, sam kamen zjutraj zakurimo in je hitro toplo. No. Ja. Zdaj pa takrat, ko je res minus. Okay. Ampak takrat smo se pa pol navadili, da recimo zvečer je tako zakurma, pa naložimo veliko na kamen, pa čisto na majhno damo, da čez noč ostane, pa zjutraj še žerjavca. Pa pol. Ja, pa itak se tam imamo naložen tudi vseva malo, ne? Ja. Se greje masa tam okoli. Mislim, no ima česa se greje, sam hitro je toplo. Ja. Ker pol se spomnim, me zanima, kako bi funkcionirala ta prva verzija, ne, ki je bila pa čisto flat. Ja. Dobro. No, tisti del je bil pol malo manj, je bil zelo zanimiv pa poučen, malo manj pa prijeten, ker se nam je zataknil z vsemi tistimi piloti. Pa to je bila kar edinstvena doživetje, verjetno. Ja, tu sem rekel, takrat sem spoznal čisto vse geomehanike, geostatike, kar jih je v Sloveniji, z vsemi sem bil v kontaktu. Kaj upoštevati v ceno? Ja, najprej sem probal, da mi bo kakšen uspel tizga rešiti, ampak pa sem videl, da ne bo šlo za tiz denar. Čeprav jaz mislim, da je ta druga bolj praktična. No, tako se pa dostakrat pol izkaže, da ko nekaj spreminjaš, pa popravljaš, pa pol ugotoviš, še dobro, da je to tako. Recimo že to s temi sobami spodaj. Ja. Se mi zdi, da ka pravijo, ta tretja hiša je pol ta prava, mi imamo zdaj že ta drugo. Dobesedno. V bistvu že ta tretjo, ker če se spomniš, smo najprej to ta prvo manjšali. Mi smo že za to prvo 2 gradbeni dovoljeni dobili. A res? Ja. Ne spomnim se. Smo za eno, pa smo jo pa zmanjšali zaradi budžeta. Pa smo za ta drugo, pa se nam je pa to zataknilo s tem sidranjem, pa smo tam sem se smatral 1 let, pa smo pa čisto novo naredili, tako ta tretja. Je bilo kar pestro. Ja, to je bilo. Tukaj, mislim, kapo dol. Tukaj, ne, kapo dol ne meni, kapo dol tukaj vama, da ste bila toliko potrpežljiva. Ne. Mislim, ker to je res. Se sem medva tudi rabila čas, da so premlela tisto, tako da je bilo čisto, nič nisem bila potrpežljiva. Ne, to kot potrpljenja, ki ste ga videla takrat pokazala, ne vem, kdo bi bil še toliko potrpežljiv, pa strpen, pa razumevajoč, pa vse to, mislim, ni bila moja napaka, ampak vajna pa tudi ne. V končni fazi vaju kot naročnika, kaj, briga, pač ni šlo in... Meni je ta vidik, recimo, kaj vidiš ga pri kakšnih menedžerjih, prav briga me zrehti. Ja. To mi pač nikoli ni bilo všeč, kaj se mi zdi, da smo vsi sami ljudje. Ja, no, ampak v glavnem, verjem mi iz izkušenj, zdaj imam pa že kar nekaj hiš pod kapo, pa res veliko večino delam z res super ljudmi, ampak toliko potrpljenja, ki ga imate pa vidva, pa nisem doživel ne prej, pa tudi kasneje, ne, to je bilo. A se ti že preveč pohladil? Prej sem malo dolil. Vse skozi mrzlo pijem, vse kave in čaje in ljudi. Ja. Sem mislil, da tale več ohranja, no se ta ohranja toploto, tako da če boš si mislila. No, druga stvar, po čemer sta pa edinstvena, je pa to, koliko sta videla DIY naredila na koncu. Tako, mislim, ker tudi spet, kar nekaj mojih naročnikov nimajo glih 2 leve roke, pa se kar znajdejo, ampak do te mere, kot sta pa videla sta praktično kaj? Vse suhe estrihe, vse pode, knaufe. Ja. Prebelila sem sama. Ja. A sta tudi sama zmontirala to plezalno? Tudi, ja. Tukaj je Miha pomagal, ni? Fasado sta sama na kontejnerju. Ja. No, ti si bila tudi svetovna ideja, ker smo imeli tisto celo klet zrisano, pa da ni tisto, to veliko bolj fajn. Zdaj imam skopano zunaj pred kontejnerjem, da bomo naredili tlakovce. No, sej, pa terase sta sama naredila tisto, ne? Dobar, pergolco, to osnovo vam je še Miha naredil, ne, kvart.
Mislim, res tako tok in kako ste se to sploh podstopili? Ne vem, vse ste nam masa vprašala, kako se naredi, pa smo naredila, ne. Malo gre časa. Zdaj nama gre stvari težje od roka, ne. Recimo, če hočem, da David kakšno ločko zmontira, jo moram dati na to-do listo, pa jo vleči za njim. Tako da imela za eno ločko za zmontirati, po moje, od aprila do zdaj. Gre počasneje. Ja, no, ker zdaj se sproti verjetno tudi nabira že seznam, vsaj pri meni je tako, ne samo tisto, kar moraš še narediti, ampak že tisto, kar moraš že popraviti ali pa že vzdrževanje ali pa tega. Tega se pa pri hiši pa skoraj ne moreš losati. Tudi to smo že se lotili delati, ja. Ja. Pa so začeli okne. Kaj ima z okni? Jaz brusil David pa premazal. Ja, tam so bile fulno, ker nismo dali terase takoj, ker je to trajalo, ne, in pa se zgleda tam, ker smo mimo hodili, ali je bilo, pa kaj ni napušče, pa tako, ja, spodi so malo napekale se, ja. Tu je se tisto mogla malo zbrus določene dele, pa ni še zaključeno, so še odšraufane stvari. Ja. No, ampak tisto teraso, pa cele tiste štenge, pa to res, mislim, a je David že kaj prej delal, ali pa ti, ki prvo nabavila sta urodje, ali sposodila urodje? Nabavila sva jih več ali manj, ja. Ja, mislim, se veš, malo imaš veselje, jaz sem sploh veselje, se David ne bi tok, jaz sem bolj tista, da bom to izrehtala, pa itak misliš, da bo to takoj, pa pol nije, ne. Sam pa, kaj si že začel, pač končaš, ne. Ne vem, meni je to, ful mi je fajn take stvari delati. Res sem uživala razen barovnih gipsplatah, ki jih ni hotel zmanjkati pol na konc. Pol je bilo malo že mučno, ker smo odštevali, ampak pa pol, kaj že vse odšteješ, pogotoviš, da ti jih še 30 manjka. Ampak ja, no, eno tako fajn doživeti je bilo vse skupaj. In to, kako smo kampirali dol v tisti bajti. Ja, dobro, mislim, čak, videla, takrat, ker sta šla not, tudi vode še ni bilo, ne, priklopljene. Ki je občina še vodovod pristavljala. Vodo smo dobili šele čez pol leta, ja. Ja, mi smo imeli, soseda nam je dala eno cev. Smo zunaj... Videla ste bila res še brez skavta, ker mi smo se brez kuhnje preselili, pa smo na nekem koharčku pa to kuhali, ampak voda pa tlaki, pa to je pa bilo. Ja, nič nisem imeli. Dix je bil zunaj. To, zakon. Mislim, res nimam enega slabega spomina na tiste cajte. Ful je bilo fajn, res, kaj uživaš. Pač res je lažje, če si tam, kaj delaš, kot če se moraš prijeti namensko. Če bi mogla sam zaradi tega hoditi dol, gor ne bi nikoli naredila te bajte. Ne. To si pa predstavljam, ja. Tako si pa tam, pa jaz kot SP-ovce, viš, pol neki delaš, neki ne delaš, pa imaš cajt malo več tudi že dopoldne kakšno stvar narediti. Ja. Tako da, tudi kolegica z eno kolegico so skupaj cel te spodnji štuk tega poda položile čez poletje. A res? Ja, pri podu je David zelo malo sodeloval. Aha, s kolegico, no. Evo, to še vedno nisem še to. Ja. Fajn je, mislim, veš, malo rečeš, ok, bomo kaj prešparali, pa malo ti je fajn, malo te veseli. Ja. Evo, se še eno stvar spomnil. Zelena streha, a veš, koliko to stane, kad ti vzameš Knaufov sistem, green roof, pa to. Tebi se pa spomni še, prej smo bili fertik, v ne 7 ali kaj nabirala in pol sem... Sekulente, no. Ja. Jaz nisem to, zato bom zdaj pri projektih krajinsko arhitektko, ker za rastline sem pa jaz res čista nula. Ja. No, jaz v tem uživam, no, se mi zdi tudi, kako se ti... Se mi zdi, da je bolj moje, tudi če ni toliko lepo, pa ni toliko zrihtanje, je bolj moje, ne, in tudi tako po meter širam se ven, ne, ker nekaj narediš, pa vidiš, aha, tam bi bilo fajn, se ti čisto drugače razvija, kakor tudi recimo v sami hiši se ti stvari malo drugače razvijajo, kakor bi jih v začetku planiral, ne. Ja, seveda v mojem interesu je, da se hiša naredi od A do Ž, pa je fertik, ampak po drugi strani pa vidim, da če se pa dan sestavlja, ima pa mečken drugačen. Tudi, dobro, od mene se pričakuje, da bom že vse vedel, kako bo izgledal, pa kako funkcionira, ampak v resnici, če lahko pol pridem, pa se pol zmenimo za kakšen kavč, pa pol za kakšne omare, pa to pa je veliko lažje in bolj. Pa kljub temu, da zdaj, proti takrat, ko smo še pri vama, sam 2D risali, zdaj se to sprehajamo virtualno, tam zdaj za en par, ki se bo tle na Goriško selil, smo šli celo tako daleč, da smo jim
ker bosta sabo prinesla neka umetniška dela, že to na steno nakopali, pa to, ne, ampak ne veš, kljub vsemu, ko si pa ti noter, si pa noter. Ja. In je to čist... Ja, in mene je to zmeri veselilo, ne, in te revije od arhitekture gledati, pa oblikovanje, pa to, jaz bi tudi, če bi znala, pa če, a ne. Se znaš? Ja, no, ampak malo drugače. Ne bi hotela tega prepustiti enemu oblikovalcu. No, recimo, če pogledamo to kuhno tvojo, dobro, mi smo naredili tisto dispozicijo opreme, ampak dejansko oprema je tvoje delo, ne. Jaz, mislim, tiste kuhnje ful dobro izgleda, božanska, tiste poličke, vse ima dušo, no. Vse ima dušo, ki, ja, to je težko, mogoče zase, če si spreten, bi jo še, da bi jo pa jaz nekoga drugega, pa ne bi znal, ja. Ja. Ne bi znal. Eni ljudje to imate, eni To je tudi pa nekaj ni. tazga, kar je zelo Ja, objektivno, kar je pač meni všeč in noben drug mi ne more reči to naredi, ker bo težko se srečala tam, ne? V nekih takih kuhnah iz revije se lahko, meni so všeč, meni je recimo veliko stilov všeč, sam ne bi vsakega imela. Ne? Ne, ampak pol to tako skupaj zložiti, z vsem vabi sabi, vse to. Ja. Tam sem videl od Jurija Punca, ali pa oba, ne vem, kdo ima ta občutek, ampak on ima tudi tak flat, res tako simpatično skupaj zložen, ampak to moraš imeti vse. Ja. Ali pa zdaj smo delali tam za enega gospoda, tle v Belkah, on ima pa že vrt tako, pa ima malo tam kamenčke, pa oče njegov je iz ceglev, ki smo tam nekaj podrli, potko naredil, pa poleg kar tam neka skala, pa tako, vse neki, Japonci imajo to, ki je v bistvu kao zanemarjen, ampak v resnici ni zanemarjen. Zdaj še malo bolj vihel-vahel. Mene tudi, recimo, medva, ko sem delala steno, pa sem vrtala luknje za steno, pa sem naredila luknje v parketa. Ne. Ampak meni je to pač nekaj, kar ti da tisto dušo, kaj rečeš naše je. Kaj boš težko sicer prodal kot tako, če boš hotel. Ne. Ampak je nekaj, kar ti doda neko zgodbo. Ne, sicer te malo zaboli, vsakič, ko vidiš tiste ali jih pa sploh ne vidiš, večinoma časa jih niti ne vidiš. Ne. Ampak ja, meni so všeč tudi, ko potujemo, pa vidiš kar nekaj starega prvoleče od nekje, ali pa nekaj malo sesuto. Meni je to pač res tisto, kar ti da dušo. Ja, tam sta tisto skrino, sta ful dobro dala. To moraš še urediti, tisto rabi še renovacijo. Nog nima, noge rab. Ful zakomplicirana stvar za narediti. Rabiš to leta. Ja, že. Ne, ampak vse važno je, da živiš. Ne? Mislim, evo, vprašanje čisto pa zdaj z projektantske strani, to je nekaj, kar je zame najbolj pomemben. A je? Ker to, kar jaz rečem, kaj da jaz delam. Ne? Ok, dobimo gradbenega, pa nekaj si izmislimo, pa pomagamo zgraditi, kolikor pač. Ampak, da pomagamo napisati scenarij, kako bo neka familija živela na nekem prostoru. Zdaj pa samo upaš, da si zadev. Ne? In, se pravi, vedno se mi pol zastavlja vprašanje, ali je ta hiša pomaga vam živeti tako, kot ste si želeli živeti. Evo, to je eno tako večno vprašanje. Yes or no? Yes. Ja, mislim... Da podpira vaš življenjski stil. Ki se sicer spreminja. Da greste okoli hiše 10 km. Ne, to ne. Mislim, bolj na široko, recimo od tistega fotografskega studija niso nikoli rabila, nekaj pač, odkar so telefoni, praktično ne primejo fotoaparata več v roko, pa pač nekako so te stvari se premaknile naprej, recimo, ampak zelo malo stvari je, ki bi jih spremenila, pa ti jih ne znam zdaj povedati, katere so tiste, ki bi jih recimo.